gospa Nataša Pirc-Musar, gospod Anže Logar, dober dan, dobrodošla na N1. Dober dan, hvala lepa za povabilo. Danes se boste znašla v situaciji, v kateri doslej še nista bila. Zanima nas, kaj se zgodi, ko ostaneta sama. Čemu boste dala poudarek? Sprašujemo se, ali sta res sposobna, kot sta v tej kampanji večkrat oba obljubila, doseči dogovor tudi o stvareh, o katerih se morda ne strinjata. In kakšnega? Kdo od vaju prevzema pobudo in pri kateri temi? Kdo od vaju se bo danes pokazal kot boljši voditelj? In ali bosta danes morda tudi nevede razkrila še kaj o svojih osebnostih? Vse to bomo videli, zato, ker izvolita, studio je samo vajin. Hvala lepa. Aha, mislim, da je takole, ke zame kakav. Mislim, da je jasno določen. Verjeten. Marička, pa res stol. Ja, nič, kolikor vem, sva zdaj že v živo. A se čva najprej dogovorita, se bova vikala ali tikala? Kaj nama bo ljubše? Recimo, da glede na to, da sva se na soočenjih vikala, predlagam, glede na to, da je to soočenje tudi, V redu? da se še naprej tudi vikava, tako kot vedno v teh soočenjih. Kako ste? Jaz sem prijetno utrujen, zadovoljen nad delom, ki sem ga v času te kampanje naredil, zadovoljen tudi nad odzivom, ki sem ga bil deležen na terenu, pa v nekem veselem pričakovanju nedelje, ki bo zagotovo igra živcev, hkrati pa tudi na nek način tisti glavni test, kako uspešni smo bili v preteklih 4 mesecih. Pa vi? Ja, mi da sva oba začela kampanjo res dokaj zgodaj, mislim, da jaz še malce pred vami. Glede na to, da sem bila praktično sama za vse svojo ekipo, svojim timom, je bil to največji projekt v mojem življenju. Bi lagala, če bi danes rekla, da nisem malce utrujena, ampak je bila to kar lepa, neizmerna izkušnja, ne glede na to, kaj bo volilna nedelja pokazala. Čez 2 dni si bom ta druženja z vsemi kandidati, pa seveda tudi z vami, res zelo, zelo zapomnila. Pa dejva gledalkam in gledalcem vendarle en vpogled v to, kaj pravzaprav midva sva. Kje bi Anže Logar delal, če ne bi bil v politiki? Politika ima en poseben čar. Ko ga enkrat izkusiš, glede na to, da je to tako intenziven poklic, da težko živiš potem brez tega dogajanja. Jaz sem večkrat že v svoji politični karieri zašel v slepo ulico, pač bodisi, da smo imeli kakšen kreg znotraj odbora ali znotraj stranke, bodisi, da se nisem strinjal z potjo, po kateri je šlo, in takrat sem nekako hiberniral. Sem se odmaknil. Največkrat se to korespondira z obdobji, ko sem šel potem študirati, bodisi magisterij, bodisi doktorat, da sem ta čas potem porabil tudi za nadgrajevanje svojega znanja. Kaj je pravzaprav v politiki najtežje? Jaz sama v politiki nikoli nisem bila, spremljam jo od zunaj. Znam si predstavljati, da je na momente lahko brutalno. Predvsem, kako vi gledate na to, da se politika ne zna poenotiti pri strateških ključnih temah. Oba sva v tej predvolilni kampanji zagovarjala, da je potrebno poenotiti stranke, seveda parlamentarne, ki imajo vzvode moči pri sprejemanju zakonov. Kaj je najtežje v politiki? Kaj bi vi kot politik spremenili, če bi lahko? Ali se sploh kaj da spremeniti?
No, jaz se ne strinjam, da se nismo poenotili. Mi smo se pri ključnih vprašanjih vedno poenotili. Zame je največji uspeh osamosvojitev. 89,64% volivk in volivcev je glasovalo za. To je bila največja enotnost, ki jo je slovenski narod kadarkoli dosegel. Poenotili smo se o vstopu v NATO in o vstopu v Evropsko unijo. Vlade, ki so bile pred tem dejanskim vstopom, torej pred letom 2004, so naredile izjemno delo. 97. leta smo se začeli pogajati, 2004 smo že postali članica te unije, v kateri je ta moja generacija vedno sanjala. Tudi potem, ko smo se osamosvojili, sem jaz zrl preko karavan kot o nekakšni skupnosti, kjer bi pa res želel biti del tega. No, od 97 do 2004, torej v 7 letih, smo nekdaj komunistično državo, ki je imela represivne organe in represivni sistem, spravili v skupnost sui generis največje demokracije na svetu, kjer je v bistvu dialog ključno orodje za doseganje nekega soglasja. In to so vse velike zgodbe, ki kažejo tudi veličino slovenskega naroda, pa tudi tega, da se politiki znajo poenotiti. Težava je nastala potem, ko so te veliki cilji umanjkali, torej ko ni bilo več soglasja o tem, kaj zdaj želimo. In potem so se pripravljale razne strategije, v kateri se verjetno nismo vsi uskladili. In ker se nismo vsi uskladili, so se te strategije menjavale tudi za zamenjavo oblasti. In potem pač pride do tega, da umanjka ta glavni cilj. Umanjka pa se mi zdi tudi ta zavezanost ali pa pripadnost državi. Preko meje, ko gledava, vidiva, kako so ljudje generalno ponosni na svojo državo. Naši južni sosedje vedno nosijo šahovnico, naši severni sosedji so tudi ponosni na svoj turizem, na svoje Alpe, na svojo smučarijo. Skratka, vedno tista zastava na nek način opredeljuje njihovo zavezanost državi. V Sloveniji se pa to začelo razvijati šele športnimi uspehi. In jaz verjamem, da se bo to športnimi uspehi preneslo tudi v politično udejstvovanje in pa seveda to, da je treba spodbujati zmerno politiko, pa tiste politike, ki prisegajo na zmerno retoriko. Ja, pri športnih uspehih vidimo to srčnost, to navijanje, ampak zdi se, da vendarle v športu nikoli... Hvala lepa, ja. V športu vendarle ni neke opozicije, tam je lažje. Pridemo na športno tekmo, smo vsi enotno za Slovenijo, za reprezentanco, seveda tudi sama ponosna. Zelo sladko ali? Brez sladkorja. Brez sladkorja. Pa vse kakav. Ves kakav, v redu je. Hvala lepa. In kmalu po osamosvojitvi sem sama vedno kritično spremljala, kar se v družbi dogaja. Govorili smo, da bomo druga Švica. Kako je Slovenija država, še preden smo vstopili v Evropsko unijo leta 2004, država, ki je najboljša med vsemi takrat 10 državami, ki so čakale v čakalnici za vstop. In navzven v mednarodni politiki se zdi, da je bilo te enotnosti vedno več, kot pa pri notranjih razprtijah. Tisto, kar mene boli kot državljanko, je to, da smo se začeli resnično razdvajati in prerekati na ideoloških temah, da smo to držo na eni in na drugi strani politike namerno vzdrževali, pa sem večkrat mislila, da resnično brez potrebe. A se lahko, gospod Logar, morda danes vsaj malce pogovarjava o javni radioteleviziji? Ne mi zameriti, moje stališče poznate, izhajam iz tistega okolja, zelo z nesrečnim srcem spremljam, kar se tam dogaja. Nekako niste podali še svojega stališča o tem, kaj si mislite o tem, kar se zadnje mesece dogaja, predvsem na informativnem programu Televizije Slovenija. Vendarle ste enkrat v svoji pretekli zgodovini imeli dokaj jasno stališče o slovenskih medijih. Ne bova pogrevala tiste depeše, saj ste že večkrat v soočenih na to odgovorili. Resnično bi si želela, da morda zdajle v parih minutah odkrito spregovoriva o tem, kar se dogaja v javnem servisu. Kaj pravzaprav je javni interes, kaj je poslanstvo javnega servisa, zakaj se
na javni radioteleviziji, predvsem informativnem programu, zaposluje ljudi, pri katerih je jasna strankarska pripadnost. Večkrat sem poudarila, da govoriti o uravnoteženem novinarstvu ni prava pot, je pravzaprav na nek način deplasirano. Po mojem mnenju je ravno javni servis, radijski in televizijski tisti, ki mora skrbeti za tisto najvišjo možno profesionalnost v novinarstvu. Vsak novinar je na koncu seveda človek, krvav pod kožo, ima svoj pogled na svet, ampak v tisti profesionalni drži mora to maksimalno potisniti v ozadje. Vem, da se vedno ne da, a mi lahko res iskreno morda danes poveste, če se vam zdi prav, da se zaposluje ljudi, ki imajo res evidentno strankarsko preteklost. Z vaše stranke. Lahko nekaj vprašam? Seveda. Zakaj vi vedno nastopate iz pozicije, da veste vse? To pa ni res. In da imate prav? Recimo, mene moram reči, da je zelo presenetila vaša včerajšnja intervencija na Tarči, ko ste poimensko navedli posamezne novinarje. Jaz nisem začutil, da bi za nekim pozitivnim kontekstom navajali te novinarje. Jaz niti nisem vedel, kdo vodi Odmeve in kdo bo gost. Vi ste očitno imeli to informacijo. Ampak tam ste omenjali tudi gospoda Luko Svetina, recimo. Da. Z njim ste brez težav opravili tudi intervju na Domovini. Drži. In ste se mu zahvalili za korekten dialog. Drži. Ja. Zakaj novinar ne sme biti v enem ali pa drugem mediju in zakaj mora na koncu koncev Nataši Pirc Musar odgovarjati, da ima službo v neki javni instituciji? Sej ni potrebno, da odgovarja meni. Tu ste zdaj zašli na polje, ki ga sama nisem izpostavila. Rekli ste, da sem se postavila na stališče, da imam vedno vsem prav. To je popolnoma napačno izhodišče. Ko debatiram ali pa ko midva debatirava, vsak poveva svoje mnenje. Moje mnenje seveda v javni radioteleviziji je, vsaj mislim, da nasprotno vašemu, ker vašega mnenja še do danes nisem slišala, niti ga zdaj niste želeli povedati. Gre za to, da se vprašamo, kaj je tisto, kar je prav, kaj je poslanstvo javnega medija. Moje mnenje je v tem seveda popolnoma jasno. Ne govorim o tem, da je tako absolutno prav, povem pa svoje mnenje in tega se ne bojim, tega se ne bom bala niti kot predsednica. In v javni radioteleviziji so pravzaprav v nekem strahotnem krču. Lahko se pogovarjajo tudi o tem, kako je bilo v preteklosti. Veste sami, da imam neprijetno izkušnjo, ko sem kandidirala za generalno direktorico javne radiotelevizije in sem takrat jasno povedala, da se je čutil dolgoletni vpliv stranke socialdemokratov. Ampak ne ena, ne druga politična opcija ne bi smeli početi tega, kar je SD počel prej in kar SDS še bolj brutalno počne danes. Prenovljen zakon o javni radioteleviziji vendarle poskuša na nek način maksimalno depolitizirati programski svet, ki ima škarje in platno v rokah pri imenovanju ljudi na najvišje funkcije. In sama osebno menim, da to je korak v pravo smer. Idealnega modela verjetno še nismo iznašli. Pravzaprav so vsi v mediji v neki krizi. Javna radiotelevizija pa vendarle mora imeti popolnoma drugačno stališče do politike in politikov in tudi pri zaposlovanju. Tukaj ne govoriva o Novi 24, ne govoriva o N1, kjer danes sva, ne govoriva o Pop TV-ju, ampak govoriva o javni radioteleviziji. Poslanstvo te javne radiotelevizije je povsem drugačno. Nenazadnje tudi številke gledanosti zadnjih nekaj mesecev strmo padajo. In direktor televizije, generalni direktor radiotelevizije, odgovorna urednica informativnega programa bi se tega po mojem mnenju morala bolj zavedati. In z profiliranimi novinarji, za katere vemo, kakšnega svetovnega nazora so, pa to pri meni, verjemite mi, morda niti ne bi postavljalo kakšnega problema. Problem je, da so bili ti ljudje res vojščaki nekih drugih medijev. To osebno me boli, me moti in ampak po čigavi definiciji so bili vojščaki? No, potem se pa deva pogovarjati o Novi 24.
Pa dajva reči še eno o tem mediju, ki je evidentno celo volilno kampanjo seveda na vaši strani in v tem mediju nikoli ne boste zasledili kakšne pozitivne članke o političnih nasprotnikih predsednika vaše stranke. Tudi to lahko spoštujem. Nam je evidentno jasno, da gre za strankarski medij. Ampak ali nacionalna radio, televizija lahko uporabi podoben model prikritega sovraštva do drugače mislečih za usmerjanje vsebin, ki evidentno niso, bom rekla, svetovno-nazorsko primerljivo obravnavane. Že samo vabljenje gostov v posamezne oddaje marsikdaj pokaže, v katero smer nova struktura vodstvena želi, da javna radiotelevizija gre. Ampak bom postavila vprašanje. Kakšen medij je za vas Nova 24? Jaz sem že na začetku povedal, da se z mediji ne ukvarjam. Razlika med nama v tej kampanji je bila, da ste vi nenehno ocenjevali medije in ste tudi se postavljali v pozicijo, kjeri so pravi, kjeri niso. Zdaj, če se ne motim, so tudi zaradi tega proti vam sprožili ali pa saj napovedali neke postopke. A se vam res ne zdi vredno, da se pogovarjamo o medijski kulturi, o tem, da se skozi medije širi brutalen govor, da se piše laži? A se vam to zdi dobro za Slovenijo, gospod Anže Logar? Ne, zagotovo ne. Saj sem sam deležen veliko takšnih napadov. Mene so ocenjevali v medijih, da se poslužujem metod, ki se jih je Goebbels posluževal. Kjer medij je pa to napisal? To je pisalo v Dnevniku. Sej, jaz nisem slišal takrat, da bi se vi zoper to leta 2008 oglasili, ampak jaz sem leta 2007 in 2008 kot direktor Urada vlade za komuniciranje dejansko spoznal brutalnost medijskega sistema v vseh smereh. In jaz se od takrat naprej z mediji pač ne ukvarjam, jih ne komentiram, jih spoštujem, delajo tisto, kar delajo. In mislim, da je tudi prav, da politik ne ocenjuje in se ne postavlja v pozicijo, ko pravi, da te mediji so v redu, te so slabi, tu so šli na robe, tu je ta novinar, ne vem kaj dela v tem mediju. Mislim, da ni to stvar posebej še ne kandidata za predsednika republike. Predsednik republike sem prepričan, da je to temo vredno in potrebno odpreti. To sem tudi napovedal, da v okviru konvencije o prihodnosti Slovenije bo strpen dialog, medijska krajina, lastništvo medijev, ena od pomembnih tem, o katerem se bomo pogovarjali. Kako se boste pa tega lotili, če nimate mnenja? Bomo različne svetovne nazore in tudi različne strokovnjake na tem področju soočili ravno zato, da bo pokazalo se, v katero smer naj gre to skupno stališče. Ne nazadnje je to tudi predlog Evropske komisije, da se o tem pogovori, da se pripravi ustrezna zakonodaja na ravni Evropske unije, ki sicer ne spada pod AKI, in to je tisto, kar predsednik republike lahko naredi. Sproži postopek pogovorov. Znotraj teh pogovorov pa mislim, da politika, predsednik republike, ne sme si dovoliti tega luksuza, da bi usmerjal to razpravo, ampak da se bo razprava na podlagi strokovnih ocen med mediji, med strokovnjaki, med tudi tistimi, ki se ukvarjajo predvsem z mediji, našla pol tisto pravo pot, ki naj bo smernik ali pa pokaže smer, v katero naj se mediji razvijajo. Ker mediji so danes v krizi. Ravno danes je objavljala novinarka Financ, da zaključujejo z tiskanimi mediji in da prihajajo samo še v elektronsko verzijo. To je nekaj, kar dramatično kaže spremembo, ki se je zgodila sicer že 10 let nazaj, ampak danes vidimo pa to posledico. Radio spreminja način. Radio bo news začel oddajati ne samo kot branje novic, ampak tudi v studiu kot vizualno branje novic. Predstavljajte si ta razvoj, ko na koncu boš ti na radiju lahko kliknil in boš videl poročila v živo. Kaj to pomeni za televizije? Kaj to pomeni za časopise, ki bodo postali samo še elektronski? Skratka, ta sprememba, ki jo je prinesel internet, dramatično udarja tudi v medije, reže prihodke tam, kjer včasih so bili, in jih ustvarja tam, kjer jih do sedaj še ni bilo. In to tudi bistveno spreminja
pozicioniranje medija v svoji celotni družbi. Zdaj ste govorili o tehnologijah, ne? Dejstvo je, da se zadnjih 10 let seveda spreminja medijska krajina. Ampak se vam ne zdi, da je pomembno gledati tudi, kako se ravno zaradi tega spreminja tudi sama vsebina. Ne znam si predstavljati imeti razprave v predsedniški palači in kot predsednik oziroma predsednica ne imeti določenih stališč ali mnenj o temi, o kateri razpravljamo. Ampak okej, pustiva medije. Ne, predsednik je predsednik vseh, posebej v zadevah, ki delijo. Posebej v zadevah, ki delijo. Mislim, da mora ohraniti to distanco, ker v nasprotnem primeru razprava nima smisla. Če se najvišji, tisti, ki je izvoljen z večinsko voljo volivk in volivcev že v začetku razprave postavi na to ali ono stran, je s tem že sam določil smer razprave in se odvija potem v tisto smer, za katerega sam misli, da je pravilna. Mislim pa, da se predsednik republike mora tu odmakniti in pomagati razpravi, da doseže tisto točko soglasja znotraj kroga, ki ga ta razprava zadeva. Da, razprava v predsedniški palači se pa vendarle začne na teme, ki so pereče v družbi, kar pomeni, da kot predsednik oziroma predsednica morate zaznati, da nekaj na določenem področju ni v redu, si o tem ustvarite mnenje in potem pokličete seveda relevantne strokovnjake in ja, predsedniška palača nedvomno mora biti drugačen poligon oziroma poligon, kjer lahko prostor, kjer lahko svoje mnenje povedo vsi. In potem si seveda lahko predsednik oziroma predsednica ustvari še morda kakšno drugačno mnenje, kot ga že sicer imaš. In tisto, kar si sama želim, da se na podlagi teh razprav seveda potem pogovarjamo, kaj pa je potrebno spremeniti. Če seveda želiš narediti ta korak naprej, ja, moraš znati poslušati, najprej se moraš pa zavedati, kaj v družbi je problematično, da te teme seveda sploh lahko odpreš. Ampak bom postavila še eno drugo vprašanje. V čem bi bili vi drugačen predsednik, kot je gospod Borut Pahor? V tem, da bi ob teh javnomnenjskih ključnih temah, ki so tudi temelj za konvencijo o prihodnosti Slovenije, izpeljal vse nadaljne aktivnosti. To sem napovedal tudi v soočenjih, torej da bo pripravljen na podlagu te konvencije akcijski načrt, ki bo temelj dogovora skupaj z izvršno in zakonodajno vejo oblasti, da se bo v nadaljnih letih potem uresničil in da bo predsednik republike kot nekdo, ki bo bdel nad uresničitvijo tega zakona. Ampak če se vrnem nazaj o razpravi o medijih. Zdaj ste povedali v bistvu to, kar sem sam želel poudariti pri razpravi o medijih. Da predsednik mora zaznati tisto, kar je v družbi treba razpravljati, da mora imeti orodje za to, to je recimo konvencija o prihodnosti Slovenije. Ne sme pa povedati, ta novinar je pa išel iz tega medija, od tega nedopustno je, da v studiu gostimo tega in tega analitika, ne more ta enako govoriti, če je bil prej v neki drugi medijski hiši. Tega pa predsednik republike ne more in si ne sme dopustiti, ker se je že v začetku potem postavil v položaj nekoga napram nekomu drugemu. In to je pa v bistvu recept za to, da se krepi nadaljne delitve, ne pa da se jih zmanjšuje oziroma da se približuje. In moj temeljni namen v tej predsedniški tekmi in v predsedniškem mandatu je, da bom zbližal ta stališča. V Sloveniji so šla ta stališča tako narazen, da če na predsedniško funkcijo izvolimo nekoga, ki se deklarira, da podpira samo te, da nagovarja samo te, da govori, te so pravi, te niso pravi, se bo ta razlika samo še povečevala. Na predsedniški funkciji rabimo nekoga, ki ima že politične izkušnje, da se zaveda, kaj besede dejansko pomenijo, da je že v preteklosti tudi našel dogovore, torej tam, kjer je na prvi pogled se zdelo, da se ni moč uskladiti, pa se je kljub temu uskladil in ki bo dopustil različna stališča, različno razpravo in bo predsednik vseh. In v tem pogledu mislim, da če 5 let vodimo tako politiko, bomo videli tudi konkretne rezultate na terenu, politika bo manj skregana, ljudje bodo bolj sproščeni, ljudje bodo bolj začutili Slovenijo kot priložnost, kjer lahko svoje cilje, svoje želje, svoje strasti uresničijo.
Ne pa kot neko državo, kjer je vse že vnaprej odločeno. Kjer vsi vejo, aha, zdaj je pa ta pravi, aha, zdaj pa ta smer je prava. Takšne države jaz ne želim. Zato sem šel tudi v politiko. Ko je LDS začela, ne vem, leta 2001-2002 govoriti, da so samo oni poklicani za vodenje države. Lete, to je bil zame, ne vem, to je bil zame klicaj, to je bil rdeči zvonec. Ne, oprostite. Ne šolam se, ne izobražujem se zato, da mi bo nekdo povedal, da je samo on poklican, da vodi državo, da so samo tisti, ki so člani njihove stranke, poklicani, da vodijo državo, da samo oni znajo. Ni res. Da samo oni vejo. Ni res. Slovenija je sestavljena iz vseh državljank in državljanov in vsi, če želimo uživati sadove te države, moramo skupaj sodelovati. A se vam ne zdi, da to, kar zdaj le govorite, zveni malce utopično? Jaz bi se pa vendarle postavila na drugo stališče. Vi ste že v predsedniški kampanji seveda zavzeli neko držo nevtralnega, vaša drža je bila dokaj pahorjanska. Ampak vendarle ste 20 let preživeli v politiki, kjer takšnega načina komuniciranja pri vas seveda nisem opazila. Gre za to, da mora predsednik oziroma predsednica seveda znati poslušati, ampak vendarle zagovarjati določene vrednote. Vsaka politična stranka ima določene vrednote. S temi vrednotami gre na volitve. Volitve so tisti pokazatelj, tisti praznik demokracije, ko državljanke in državljani seveda povedo, kakšno vrsto politike si želijo. To, kar ste meni učitali, da sem sama spregovorila o medijih. Jaz v tej predsedniški kampanji nisem imela nevtralne pahorjanske drže. Verjamem v to, da mora predsednica države ob ključnih zdrsih demokracije povedati svoje mnenje. Ne povedati svojega mnenja in se delati mediatorja in biti praktično na strani nikogar in nikoli ne imeti svojega mnenja. To je predsednik, ki si ga ne želim. Želim predsednika, oziroma predsednice, ki se zaveda moči besede. Želim si tudi, da na to funkcijo pride oseba, ki nima strankarskega nahrbtnika, ker bo lažje tudi tistim, s katerimi deli isti svetovni nazor, lažje povedala, kadar bo ta politična skupina zdrsnila ali v dialogu ali v, ne vem, političnih kompetencah ali pa če se bo zgodil zdrs demokracije. Vloga predsednice republike je po mojem mnenju izjemno pomembna ravno v tem, da se da z te funkcije poenotiti politiko na ključnih strateških temah. V uradu predsednice republike ni prostora za ideološke teme. Jaz bi si res želela, da se nehamo pogovarjati o preteklosti, da se nehamo razdvajati na temah, kot so temeljne človekove pravice, pa se lahko dotakneva samo pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok ali pa pravice istospolnih do poroke, pravice do posvojitve otrok strani istospolnih parov. Vse to so stvari, ki so jih moderne demokracije sprejele v zakup. Pa če se dotakneva samo pravice do svobodnega odločanja o rojstvih otrok. Kako lahko moja pravica, mene kot ženske, vpliva na neko bolj konzervativno žensko in na njen pogled na svet, da je namreč takoj po oploditvi že to živo bitje. Če se bo sama odločila imeti otroka, je to njena pravica in moja pravica, če se jaz odločim, da ne želim imeti še družine iz kakršnih koli razlogov, v prav ničemer ne posega v njeno pravico. Izjemno pomembno se mi zato zdi, namreč v tem mandatu, ki naju čaka, ali vas ali mene, se bo imenovalo 6 ustavnih sodnikov. Oba sva verjetno spremljala, kaj se je zgodilo v Združenih državah Amerike, kjer pa res na vrhovnem sodišču, ki ima status ustavnega sodišča v ZDA, igrajo ta ping-pong z uravnoteženostjo sodnikov. 50 let po prelomni odločitvi Roe versus Wade se je na ameriškem vrhovnem sodišču ponovno zgodilo to, da je pravica do svobodnega odločanja o rojstvih otrok zanikana zaradi
uravnoteženosti sodnikov, ki sedijo na ameriškem vrhovnem sodišču. Ni prostora za ideologije ne v uradu predsednice, ne na ustavnem sodišču. In kot je rekla novo izvoljena ustavna sodnica in se z njo res zelo, zelo strinjam, da je edina ideologija, ki jo bo zastopala kot ustavna sodnica, da so to temeljne človekove pravice. In na temeljnih človekovih pravicah, gospod Logar, preprosto razprave o tem, da bi se katero zmanjšalo ali celo zanikalo, ne more biti, ne more iti v smer zanikanja demokratičnih vrednot, na katerih sloni slovenska ustava. Včasih se tudi vprašam, ali se bomo vendarle začeli pogovarjati tudi o tem, ali je zemlja ploščata. Pa bomo spet rekli, ja, pravica do svobode izražanja je tista najbolj pomembna, pa se dajmo pogovarjati o tem, ali je zemlja ploščata. Prostite, določene razprave so deplasirane. Razprave o teorijah zarote. To so stvari, ki nimajo prostora. Ne v politiki, ne na ustavnem sodišču, še najmanj pa v predsedniški palači. Upam, da se vsaj v tem seveda, ne vem, morda lahko strinjava. Ne, saj sem ves čas te vaše razprave se spraševal, zakaj mene sprašujete to? Ne, sprašujem za vaše mnenje. O čem? Recimo o tem, ali je razprava o porokah istospolnih ali pa o posvojitvah istospolnih partnerjev primerna, recimo, za moderne demokracije, ustrezna, čeprav vemo, kaj pravi naša ustava, ali je prav, da razpravljamo o tem, da ženske ne bi smele imeti pravice do svobodnega odločanja o rojstvih. Zdaj, razprava je v državi odprta, vsakdo lahko razpravlja, ampak ne vem, v katerem delu Vaše mnenje niste razumeli mene. Nikoli nisem teh tem, ki ste jih vi izpostavljali, odpiral. Nikoli nisem oporekal odločitvam ustavnega sodišča in sem najbolj svetu primer tistega, ki spoštuje institucije, vladavino prava, spoštovanje zakonov in pravilnost postopkov. Se vam zdi, kaj pa depeša, ki ste jo poslali o stanju v slovenskem pravosodju, ki ga člani vaše stranke velikokrat imenujejo krivosodje? Takrat niste tako govorili, kot govorite zdaj. Kot kaj nisem govoril? Kot Anže Logar, ki je bil takrat minister za zunanje zadeve in je poslal to depešo v Bruselj. Ne, v Štrasburg. V Štrasburg. Ja. V Bruselj je šla medijska, se opravičujem. To še enkrat, ne, tudi ni šla medijska, o stanju v pravosodju, ker Bruselj pregleduje stanje pravosodja po državah članicah. No, torej je šla v Bruselj. Ne, o medijskih je šla na zaprosilo Sveta Evrope. Ampak to sem že 100-krat razložil, jaz verjamem, da vi razumete, ampak pač iz verjetno političnih vzgibov to zadevo vsakič znova izpostavljate. Ministrstvo za zunanje zadeve pošilja po depešnem sistemu naprej zaprosila, ki jih dobi od resornih organov. Če se ne motim, je enako ravnalo Ministrstvo za zunanje zadeve tudi, ko je dobilo od MNZ-ja za vaše zaprosilo, da naj po DKP-jih izbirajo podpise za vašo kandidaturo. Skratka, na enak način je MZZ reagiralo v vašem primeru, kot je reagiralo v tistem primeru, Gospod Logar, pri eni od teh depeš ste napisali spremni dopis. Kot je UKOM posredoval zaprosilo, da se to pošlje na Svet Evrope. In Ministrstvo za zunanje zadeve v tem primeru nima neke možnosti odločanja, ja, veste, mi se pa s tem ne strinjamo, tega pa ne bomo poslali. Ampak pri enem ste napisali spremni dopis, pri drugem ga niste. Ker je Ministrstvo za zunanje zadeve tisti organ, ki preko svojega sistema komunicira z tujino. V nasprotnem primeru bi bil v Sloveniji kaos. In verjetno je dobro, tudi da to razpravo imate, da tudi se seznanite s tem, kako funkcionira državna uprava, glede na to, da niste imeli še funkcije v državni upravi oziroma v vladi. V vladi ne. In te postopke je treba spoštovati, ker v nasprotnem primeru pride do nasprotnih stališč strani različnih resorjev. Ampak zakaj ste pri enem napisali spremni dopis, pri drugem ga niste? Pri katerem? Pri medijski ste napisali spremni dopis, pri pravosodju pa ne. Ali je bilo obratno, se opravičujem. Ja, treba jasno vedeti. Pri enem ste ga napisali, ne?
Mislim, da pri pravosodju. Pri pravosodju sem pisal osebno pismo Evropskemu komisarju. Ja, zakaj tam ja, pri medijih ne? Ne, pri medijih smo poslali, ker je organ zaprosil za posredovanje tega Svetu Evrope in to smo posredovali naprej, samo z jasnim naznanilom, da gre za dokument, ki so ga pripravili na Ukomu in da ga posredujemo na podlagi očitka, ki je bil naslovljen na Ukom strani enega od, ne vem, institucij oziroma ena od združenj v Sloveniji in Svet Evrope. Ampak ste se z vsebino strinjali? Predvsem ta visoka komisarka za, ko se že imenuje, Mijatovičeva je za človekove pravice je zaprosila za odgovor. Organ bi se lahko odločil, da odgovora ne pošlje, se je odločil, da bo odgovor poslal in mi smo ga posredovali naprej. Ampak ravno o medijih ste pa na odboru za kulturo v Državnem zboru, kolikor se spomnim, zelo cinično takrat poslancem rekli, kaj pa v tem dopisu ni res. Ne? Prav nič cinično. In zapustili ste se. In v naslednjem stavku povedal, da bi jaz to zagotovo drugače povedal. Zapustili ste sejo, niste se želeli več pogovarjati. A to pa ne drži. Ja, se spomnim te seje. Vse niste gledali. Brala sem članke na to temo. To je pa drugo, če ste brali. Napisali so, da ste zapustili. To sem se tudi naučil v politiki. Ne verjemi vsemu, kar pišejo. Ne verjemi vsemi, kar pišejo in se, vkolikor te stvar tako zelo zanima, pozanimaj pri viru, kar pomeni, da si recimo gledaš posnetek v živo. Že takrat sem jasno povedal, da imam druge obveznosti, že takrat sem tudi vnaprej sporočil, da imamo od takrat druge obveznosti in sem, ko so te obveznosti nastopile, torej ko se je razprava razvlekla v čas onkraj, ki mi je bil na voljo, sem se opravičil in odšel. Ampak s tem nisem popolnoma nič zavrl razprave, ker, ne vem, če veste, postopek je taki, da vkolikor minister nima več časa oziroma priložnosti, da sodeluje na parlamentarnem odboru, ga lahko nadomešča eden od državnih sekretarjev. Eden od državnih sekretarjev je bil že celotno razpravo tam, tudi zato, ker je obstajala možnost, da ne bom mogel biti do konca razprave in potem, ko sem sam odšel, je bil do konca sestanka na tisti razpravi. Dobro, in odgovarjal na vprašanje poslancev. Dajte še vi kaj mene vprašati, da ne bom samo jaz. Kako ste? V redu. Komaj čakam. Kaj boste počeli v soboto? V soboto imam še en intervju za avstrijsko radio televizijo, potem seveda počitek in čakanje rezultatov v nedeljo. Nedelja pa čist prosta. Čist prosta. Vi greste na kakšno goro? Ne. Katera je vaša najljubša gora? Najtežja zaenkrat sta bile dve, Škrlatica pa Rombon. In zdaj v tej kampanji sem šel na Rombon, ko sem sam že ocenjeval, da imam res dobro kondicijo in sem precenil svoje sposobnosti. In v prvih 3 urah hitel do vrha, potem me je pa praktično zmanjkalo, zato sem potem za zadnjo uro in pol potreboval zadnje atome moči in vsakih 20 minut skoraj sem se mogel za 5 minut ustaviti, da sem se spet nabral. To me je v bistvu na nek način tudi izučilo, kako je pomembno, da sile, ki jih imaš, pravilno razporediš v tej kampanji. Ampak ste malce utrujeni, ne? Ja, sem. Spomnim se, ko sem jedla skupaj začela to kampanjo, jaz sem imel neko simpatijo do tega tudi zato, ker smo skupaj začela. Tudi jaz. In morate priznati, da ko se je pojavil... Pride še nekdo. Ko se je pojavil, Ko se je pojavil tretji kandidat, Milan Brglez, sem jaz sam pri sebi rekel, to je prepozno. To je prepozno. Čeprav so vsi mediji, pa vse javnomnenjske v tistem času govorile, da to ni res,
da je kar naenkrat Deus ex machina prišel, ki bo naredil dar-mar in popolnoma Se je spremenil pokazalo, da vrstni je red. bilo prepozno. Prevečujem, spoštovana kandidata. A je že pol ure minilo? Je že, vidim, da se je debata kar razživela. Če dovolite, bi se vama malo pridružil in morda najprej tudi vprašal, če niste opazila, kaj se je v bistvu predvajalo tu na velikem ekranu za menoj. Tu so bile nekatere fotografije. Ja, jaz sem opazil, da ste predsednika stranke objavljali, da ste mene v nekih slikah objavljali. To sem opazil, ja, z delčkom očesa. Da, tudi vas, recimo, ko boksate, vas, Nataša, zdaj boste ja, videla, imela, za gospod, ker tudi to smo pokazali, ne, kaj googlajo o vama, tole googlajo o vas, gospa Pirc-Musar, kot vidite, seveda o vašem možu, o ruski dači, morda kak komentar tega? Kaj, da to googlajo? Da. Sej v bistvu so čez celo kampanjo se je nekako pokazalo, da je bil Aleš pravzaprav 8. kandidat, ne, zdaj v tem drugem krogu je pač 3. kandidat. Neštetokrat sem morala pojasnjevati vse to. Če so googlali, so verjetno res lahko ugotovili, da so vse te informacije prosto dostopne, ravno zaradi transparentnosti najprej mene same, ker sem celotno premoženje svoje in Aleševo objavila na spletnih straneh. Vidite pa tudi, da ljudi to dejansko res zanima. Ja, pa izobrazba, vidim, okej. Da, bomo videli zdaj tudi... Najbolj zanima mož. Hiša. Ja, no sej, pravim, da je bilo upravičeno zanimanje tudi nas novinarjev in v imenu javnosti. Zdaj bomo videli tudi za vas, gospod Logar, kaj googlajo torej o vas. Žena, no evo. Torej, če je pri gospe Pirc-Musar na prvem mestu mož, je pri vas seveda žena, izobrazba, Twitter. A to pa vidite, s to, kar ste mi skozi hoteli, ta je tudi novinarski, ne? Ker ste hoteli najdeti tweet, kjer bi jaz bil kaj oster ali pa kaj napadal. Verjetno je javnost tudi zanimalo, o čem vi tweetate in seveda potem tudi dedek, ne, tu je zanimiva prigoda v zvezi s tisto fresko v Vili Bled, kjer ste gostili ameriškega državnega sekretarja Mikea Pompea in je bila tista freska, na kateri so tudi rdeče zvezde prekrita, ampak vi ste potem to šele kasneje izvedeli in tudi zbiranje podpisov tudi zanima ljudi. Kar pa mene zanima v bistvu v zvezi z današnjo debato, zdelo se je, kot da ste vi, gospod Logar, gospe Nataši Pirc-Musar, prepustili pobudo, da vas je spraševala, da vam je postavljala vprašanja. Zakaj ste se ji tako prepustili? Moja novinarska žilica je verjetno. Jaz sem razmišljal, kako se je v bistvu oblikovalo to neko naravnovesje. Poklic, iz katerega izhajata. Ona kot novinarka sprašuje, jaz kot politik odgovarjam. Se vam ni zdelo pomembno, da prevzamete pobudo, vendarle kandidirate za najvišjo politično funkcijo v državi? Ja, ampak če kandidiram, moram predvsem poslušati. In če moram poslušati, moram sprejemati, kaj drugi govorijo in tudi kaj drugi sporočajo. Ni vse v besedah, je tudi v neverbalni komunikaciji. In mislim, da je to pomembno, ker če hočeš na nek način potegniti tisto najboljše ali pa tisto stično točko z nekom, ni dovolj, da samo s svojim stališčem greš premočrtno naprej, potem boš naletel na ovire. Mislim, da je treba v bistvu vzeti cel kontekst. In jaz sem se z veseljem prepustil proti kandidatki. Vi ste pa, kot je bilo videti, kar z veseljem prevzeli to pobudo, neočitno. Izgleda, pogrešam ta svoj nekdanji poklic. Ste se tudi pripravili, imate list s seboj z vprašanji in z vsem? Tako kot vi, sem imela pripravljena vprašanja, se jih imam bistveno več. Ampak a lahko mogoče še eno razpravo odprem? Gospod Logar, kaj pa vi mislite, da bi midva skupaj lahko naredila dobrega za Slovenijo? Ja, nekaj sva že pogovarjala, sam ste vi rekli ne, da bi en bend naredili. Ne, pozabite. Ne, to zdaj jaz 5, pa vi igrati čelo, bi bilo po mojem zelo dolgočasno. Ne, bolj na vsebini, za dobro Slovenije. Ja, neko dobro istočnico sodelovanja. Imava, ne? So kaj? Za sodelovanje za naprej. Ja. Jaz bom vedno galanten. In mislim, da je to pomembno tudi zaradi tega, ker dan danes je poznavanje ljudi kjerkoli največji kapital, ki ga lahko imaš. Skratka, ne ruši mostov samo zato, ker si mogoče svetovno-nazorsko na različnih bregovih. Ker na koncu koncev vsi se oblikujemo to prihodnost in tudi ne vemo, kje bo kdo kdaj. Ampak se vam ne zdi, da ste v napačni stranki za kaj takšnega? Zakaj? Jaz sem bil vedno tak, kakršen sem bil. Celo mislim, da mogoče v kakšni drugi stranki ne bi mogel na ta način funkcionirati. Bi me morda že prej zatolkli.
No, smo pa, se opravičujem, danes smo vajo pustili sama predvsem zato, da bi lahko ljudje videli, prepoznali vajne voditeljske sposobnosti, da bi lahko videli, kaj se zdi vama, ne, kot kandidatoma za najvišjo politično funkcijo v državi res pomembno. Torej, in tudi do tega, kakšna... Malo časa, da bi se vsega dotaknili. Ampak ne, vsaj nek občutek o tem so pa zagotovo dobili, tudi o tem, kako se pogovarjata, ali se lahko tudi dogovarjata in o nekih temah dosežeta dogovor, tudi če se ne strinjata. To sem vam v bistvu rekel tudi preden sem vaju nekako povabil v ta studio sama in nisem zaznal, da bi se dogovorila kaj pomembnega oziroma sklenila, da se boste tega držala, ne glede na to, kdo od vaju bo novi predsednik oziroma predsednica republike in kdo se po nedelji vrača v staro službo. Kaj ne si zdaj mislijo volivci, ki ste jim ves čas kampanje dopovedovala, da sta tega zmožna? Vi ste, gospa Pirc Musar, nekako vmes poskusili z nečem, ampak se mi zdi, da je bilo kar hitro nekako zatrto, da ni bilo neke velike možnosti, da bi se o čem dogovorila. Pa se je razumljivo. V času predsedniške kampanje morava vendarle poudarjati vsak svoje lastnosti, vsak svoje prednosti. Ampak govorite pa o povezovanju, sodelovanju. Govoriva oba. Sej sem vesela, da več politikov tako razmišlja. Sodelovanje je bistvo razvoja. Brez tega ne bomo se premaknili z mrtve točke. In jaz upam, da bo politika to prepoznala in res funkcijo predsednice vidim v tej smeri, da bi se več pogovarjali o temah, ki jih je potrebno strateško urejati čez dalj časa, ki se jih ne da narediti v času enega mandata, to sem že rekla. In želim si, da se ne bi pogovarjali o ideoloških temah. Tega si pa res ne želim. No. Ker če kaj razvaja, ideologije vedno razvajajo ljudi. In to, kot smo videli v Braziliji, kot ne nazadnje vidimo zdaj v Združenih državah Amerike, se tudi v Sloveniji, ne, ta polarizacija kaže na 45, 55, ne vem, 49, 51, če želite. Ne. Bomo o tem v nadaljevanju, ampak to sprašujem ravno zato, ker sta oba poudarjala, da sta zmožna dosegati dogovore, ampak danes nista bila tega zmožna. Kaj ne si torej o tem mislijo volivci, gospod Logar? Da sva se zmožna kulturno pogovarjati in da je to dobro izhodišče za naprej. Brez kulturnega dialoga, brez vzajemnega spoštovanja tudi dogovorov ne more biti. Zdaj, izid nedeljskih volitev je očitno še vedno negotov. Po raziskavi Nina Medije, ki ste jo danes zjutraj objavila, Dnevnik in Večer za dobri 2 odstotni točki z 51,2 odstotka podpore vodite vi še vedno, gospa Pirc Musar, vi, gospod Logar, pa imate po tej najbolj sveži raziskavi 48,8 odstotka podpore. Ni videti, da bi vi, gospod Logar, pomembneje pridobivali volivce čez desno sredino, to je potrdila tudi sinočnja raziskava Mediane. Pri vas, gospa Pirc Musar, pa se v samem finišu volilne tekme kot težava kaže to, da morda ne boste uspeli na volišča spraviti zadostnega števila levih volivcev, ki imajo že ves čas kampanje težave s tem, da ste zanje lahko preveč liberalni, da vas morda vidijo celo kot kapitalistko. Predvsem pa ste, gospa Pirc Musar, v zadnjem tednu sodeč po anketah kar nekaj prednosti, ki ste jo imeli pred gospodom Logarjem, izgubili, ne? Vaša naloga, lejte, še pred tednom dni vam je Nina Medija, ne, rezultate sem prej navedel, namerila skoraj 62 odstotkov podpore. Ja, mislim, da je bil vzorec zelo nizek, no, če se prav spomnim. Vzorec je bil, zdaj je malo čez 1000, takrat je bilo pa okoli 700. Ne? Je razlika, ampak bistvena pa ne, je pa bistvena razlika v namerjenem odstotku. Moje vprašanje je, torej, vaša naloga je spraviti na volišče volivce, ki bodo glasovali proti kandidatu, ki ga podpira SDS in s tem za vas. Boste z morebitno zmago z glasovi proti vi zadovoljni? Ne gre za in proti, mislim, gre prej za in ne za proti. Ne želim si, da gredo ljudje na volitve voliti proti nekomu. Vse ne morajo obkrožiti tistega, za katerega so za. Res je, da je zadnje čase v političnem dialogu, ki ga spremljamo v določenih medijih, vse usmerjeno na to, da bi bila volilna udeležba nizka. Velik napor se vlaga v to. Sama moram seveda vložiti velik napor v to, da volilna udeležba ne bo nizka. Pravilno ste ugotovili, da so me risali in označevali v medijih za nekega tajkuna, za človeka, ki
to preprosto ni. Nisem takšna, jaz sem celih 25 let popolnoma enaka, niti za kanček mi ni bilo potrebno spremeniti mojih vrednot, zagovarjam jih vedno enako goreče in srčno in levi politični pol je drugače discipliniran kot desni politični pol. To se opaža že itak zadnjih 32 let. Seveda levemu političnemu polu ni šlo na roke, da je bilo toliko kandidatov na levi strani. Ne? Vse to so stvari, ki jih pač moramo vzeti v zakup, ampak veste, volivke in volivci so že v prvem krogu pokazali, kaj si mislijo. Takrat sem jaz dobila 26,88%, torej skoraj 27%. Naslednji kandidat levega političnega pola, mislim, da 14%, pa še nekaj. Že na tisto nedeljo, torej 23. oktobra, so volivke in volivci povedali, v kaj verjamejo in koga so volili. In takrat je največ glasov dobil gospod Logar in ključna bo volilna udeležba. Gospod Logar, nizka koristi vam, tudi po mnenju vseh analitikov, visoka pa vaši protikandidatki. Boste vi zadovoljni z zmago, če bo na volišča prišlo malo ljudi? Vedno pozivam k čim večji udeležbi. Ko sem pisal doktorat o volilnih sistemih, sem celo ugotavljal pozitivne lastnosti obvezne volilne udeležbe. Zato, ker dejansko prinašajo neko dodatno nepredvidljivost, ki jo ne morejo vnaprej oceniti ne analitiki, ne tisti, ki na nek način se ukvarjajo z volilnim inženjeringom. In mislim, da mora biti nam vsem interesu, da je udeležba čim večja. Kaj ste pa vi naredili za to, da bi bila čim večja? Vedno pozivam, da ne pridejo na udeležbo, pridejo na volitve. Začel sem kampanjo več kot 4 mesece prej. Nenehno sem bil v stiku z volivkami in volivci na terenu. Vedno sem pozival, pojdite na volitve. Če je le bilo možnost, sem se udeležil v vseh večjih dogodkov in tudi tam pozival k udeležbi na volitvah. Tako da jaz sem ta svoj del, mislim, da naredil in se nadejam čim večje volilne udeležbe. Je pa dejstvo... Na koncu koncev tudi predčasno glasovanje kaže, da je ta udeležba nadproporcionalna, večja celo kot v prvem krogu, kar pomeni, da bo tudi udeležba na koncu lahko večja. Ja, nekateri pravijo, da je to tudi zaradi Martinovega vikenda. Je pa dejstvo, spoštovana gosta, da so tudi te volitve zelo levo-desne in ne glede na to, kdo od dvaju bo izvoljen, bosta oba imela nek deficit. Gospod Logar, vi ga imate tudi sodeč po zadnjih raziskavah še vedno pri levih in levosredinskih volivcih, ki ne bodo podprli poslanca SDS. Gospa Nataša Pirc Musar, vi pa se v drugem krogu niti ne trudite pridobiti zaupanja volivcev druge strani in igrate na anti-Janša oziroma anti-SDS karto, s čimer poskušate zvabiti na volišče leve volivce, torej glasove proti gospodu Logarju in ne za vas. Ampak pogovarjamo se o funkciji predsednika Republike Slovenije. Oba pravita, da bosta predsednik oziroma predsednica vseh. Zato vaju zdaj zelo jasno sprašujem po vajnem konkretnem načrtu. Kaj konkretno boste počeli vi, gospa Pirc Musar, če boste predsednica? Kakšen je vaš načrt za to, da si boste pridobili zaupanje tudi med tistimi Slovenci, ki razmišljajo in volijo desno-sredinsko in desno in te vrednote tudi živijo? Popolnoma irelevantno bo to po 13. novembru. Takrat, ko bom postala seveda predsednica, bom seveda predsednica vseh državljank in državljanov, vseh Slovenk in Slovencev. To je jasno. V predvolilni kampanji, sem že večkrat povedala, sem se zavzemala za kulturo dialoga. Veliko volivcev in volivk na terenu mi je reklo, da je bila to res zgledna kampanja zaradi vseh nas, vseh 7, ki smo bili v tem. In verjamem, da so prepoznali, da znam komunicirati, veliko se gibljem med ljudmi, ki ne delijo istega svetovnega nazora kot ga sama. In stvar, ki jo bom počela v predsedniški palači, zakaj se bom zavzemala? Večkrat sem že povedala, 4 ključne teme imam in na teh temah bom res garala. Morda smo se v tej predvolilni kampanji premalokrat dotaknili podnebnih sprememb. To je nekaj, kar mladi naslavljajo, kar mi mladi pišejo, govorijo. To je nekaj, kar bi morali začeti delati včeraj, ne danes. Teme, kot so različne oblike varnosti, zaradi vojne v Ukrajini, prehranska, energetska varnost, ne nazadnje čisto osnovna človekova varnost.
zdravstvo, pokojninska reforma. Vse to so teme, ki niso nabite ne z ideologijami, ne z nekim pretiranim političnim nabojem. Delala bom na temah, kjer se mi zdi potrebno res poenotiti državljane in državljanke, seveda preko politike, ker drugače ne gre. Je pač sistem predsedniške funkcije v ustavno ureditev Slovenije umeščen na ta način. Če vas prav razumem, vaš načrt, še to, gospa Pirc Musar, če boste vi predsednica, bodo vsi trije najpomembnejši politiki v državi ideološko z istega pola, torej levo od sredine. Za opozicijo, predvsem pa za njene podpornike in volivce, bi to lahko pomenilo, da se bodo počutili odrinjene, v smislu, da nimajo na najvišjih funkcijah v državi sogovornika, nikogar, ki bi zastopal njihove vrednote. Se vam zdi, če dovolite, se vam takšna situacija zdi dobra, slaba, nevarna, demokratično zrela, kakšna? Demokratična. Volitve so tiste, ki pokažejo, kaj večina državljank in državljanov v Republiki Sloveniji želi. To je smisel demokracije. Tukaj ni druge poti. Mi nismo avtokracija. Volivke in volivci povedo, koga si na določenih funkcijah želijo, kakšne politike želijo, da jih tisti, ki imajo potem moč v izvršilni veji oblasti, izvršujejo. Gospod Logar, vi ste iz opozicije, kako bi se pa to zdelo vam? Mogoče k prejšnjemu vprašanju glede tega širokega nabora. Ne, se to še prijava do tega, če lahko najprej to, kar sem vas vprašal, kako bi se vam to zdelo, če bi recimo vsi trije najvišji politični funkcionarji v državi pač prihajali z ideološkega enakega pola. Ja, se veste, kaj je dejal Winston Churchill, da oblast kvari absolutno, oblast kvari absolutno. Mislim, da nek nadzor oziroma neka ravnovesja in vzvode demokratični sistem potrebuje, že zato, da omejuje morebitno samopašnost neke druge veje oblasti. To je tudi temeljna ideja za pač načelom delitve oblasti, ker ena drugo potem nadzira. In mislim, da je takšen nadzor lahko samo dober in doprinaša k demokratičnemu dialogu. Tudi zato, ker potem nikomur ni tako zelo enostavno po svoje maširati na podlagi tega, kar sam misli, da je najbolje, pa če tudi ni za državo. A lahko samo dodam, ravno sama predstavljam točno to. Jaz nisem članica nobene stranke. Ampak se pa umeščate, sami ste se umestili. Svetovni nazor, tudi vi imate svojega, vsak ima svojega. Ampak jaz nisem vpeta v strankarsko politiko. Veliko večjo legitimiteto in moč bom imela, da lahko komuniciram res z vsemi, ne glede na moj svetovni nazor. Nimam strankarskega nahrbtnika, to je dodana vrednost. Pri gospodu Türku se je ravno to pokazalo kot največja šibkost. On je v bistvu najslabši predsednik v zgodovini Slovenije, ker ni znal poiskati te širine. Ampak je zato, ker ga je izvolila določena volilna baza, pač se tudi potem takoj postavil na to stran. In mislim, da tudi to, ker ni imel izkušenj v politiki, ga je potem pripeljalo do tega, da je prvi in edini, ki ni bil potem še enkrat izvoljen za predsednika. S tem, da je takrat, ko je zmagal, pa dobil 670,000 glasov. Kar sam še kaže dramatičnost napačnega vodenja, če iz 68 oziroma 69% padeš na nekaj 30%. Ampak tu bi pa vendarle, mislim, nekomu reči, da je bil najslabši predsednik v zgodovini Republike Slovenije, se res opravičujem. Gre za enega najboljših vrhunskih diplomatov, kar jih je Slovenija premogla. Gre za človeka, ki se ravno tako celo življenje ukvarja s temeljnimi človekovimi pravicami in vsak, ki pride na predsedniško funkcijo, poskuša maksimalno dobro opravljati funkcijo. Ne bi se strinjala, da je bil dr. Danilo Türk najslabši predsednik, res ne. Ampak vse prej ste povedali, da so volivci tisti, ki odločajo, kdo je. In oni so, ko je ponovno šel testirati svoj mandat, zelo jasno povedali, kaj se in izvolili Boruta Pahorja. Dejstvo pa je, da se je Milan Kučan, torej eden od dveh bivših predsednikov, ki podpirata vas, bolj kazal v javnosti in bolj, bomo rekli temu, vključil v kampanjo. Gospod Danilo Türk pa niti ne. Precej je po svetu, sva pa komunicirala. Gospod Logar, kot rečeno že prej, po zadnjih raziskavah še vedno niste pomembneje prepričali volivcev levo od sredine in tudi vi pravite, da boste predsednik vseh. Torej, vaš konkreten načrt, recimo v 5 točkah, kaj boste počeli, če boste vi predsednik, za to, da si pridobite zaupanje v delu javnosti, kjer ga nimate? Ja, jaz najprej razumem to neko rahlo zadržanost pri temu, da bi podprli mojo kandidaturo.
tudi zaradi na nek način razlogov, ki so pripeljali do tega in neke nenapisanega pravila, da v Sloveniji imamo lahko samo levo-sredinske predsednike in tako naprej. To zagotovo pušča nek okus v posameznem volivcu, ampak jaz tu vedno pravim, dajte priložnost. Pregovor pravi, če hočeš napredovati, se zgubi in potem boš najdel pravo pot. V tem pogledu mislim, da je treba dati priložnost kandidatu in s tem omogočiti, da je v bistvu ta strah votov, zunaj ga pa nič ni. In mislim, da je to tudi stvar zorenja politične demokracije v Sloveniji. Saj veste, v sistemih, ko se demokratizirajo, pravijo, da prava demokracija nastopi šele takrat, ko se dvakrat zaobrne politični sistem oziroma stranke, ki so na oblasti, kajti potem se vsi začnejo dejansko zavedati, da je lahko kdorkoli, da ni to vezano na levo-desno, ampak da je to vezano A na program in B na osebnost, ki to predstavlja. In mislim, da v tem pogledu je moja prva naloga, da v svojih ravnanjih ravnam tako, kot večina državljank in državljanov pričakuje. Torej, da povezujem to, kar sem vedno obljubljal. In da prek dejavnosti in prek svojega angažmaja v slovenski politiki to z dneva v dan dokazujem. Jaz se zavedam, da bom v začetku mojega mandata bistveno bolj pod drobnogledom in da bo kritično oko bistveno bolj spremljalo vsa svoja dogajanja. Ampak to je samo dobro. To je samo dobro, ker bo dodatno prisililo mene, da bom res točno to počel, kar obljubljam v predvolilni kampanji. Kako pa bi si recimo... Gospod Orešnik, jaz sem vas prosila, če lahko končamo do enih. Jaz imam druge obveznosti, potegnili ste že več kot za pol ure. Lepo prosim, spoštujte tudi najin čas. Veliko obveznosti še mava. Res vas prosim, če lahko v bomo samo še dve vprašanji, če dovolite. Res bomo končali, se pravičujem, gospa Pirc-Musar, ampak vendarle, gospod Logar, povejte mi prosim, že kako bi si kot predsednik pridobili zaupanje, da nimo pri volivcih Levice, za katero SDS trdi, da ima neustaven program in da bi jo bilo treba tako rekoč celo prepovedati. Zdaj mislim, da je to Nova Slovenija takrat v zvezi s tistim programom. Ne, skupaj z SDS so takrat poslanci predlagali sklic izredne seje in pobuda je bila tudi na Ustavnem sodišču. Ja, ne drznim si trditi, da bom imel 100% podporo, to bi me približalo že avtokratu. No, ampak kako boste tudi predsednik tudi teh volivcev boste? Ja, na ta način, da bom znal oceniti, kdaj posamezna stališča po nepotrebnem delijo in kdaj gremo lahko pri teh stališčih tako naproti, da tudi čim bolj širšo politično sliko spravimo na skupni imenovalec. Je pa dejstvo, da je to šlo, kot rečeno, na Ustavno sodišče. Ta predlog za prepoved Levice, vaša stranka, kjer ste vi predsednik sveta, temu ni nasprotovala in to je izrazito nedemokratično. Tudi tu ste bili tiho, tako kot pri veliko drugih stvareh, ki jih je počela. Samo eno vprašanje. Čakajo me druge obveznosti, lahko pridem nazaj, pogovorite se do konca. Res ni korektno z vaše strani. Vse v redu in prav sem pripravljena odgovarjati na čisto vse. Obljubili ste pol ure, 20:01, moram biti nekje, z veseljem pridem nazaj, ampak res žal moram na druge obveznosti. Bomo končali, se lahko samo poslovimo od naših gledalcev, gospa Pirc-Musar. Očitno ne v njeni prisotnosti. Dobro, bomo razumeli. Hvala seveda, gospa Pirc-Musar, tudi za vašo udeležbo in seveda tudi gospod Logar, hvala, da ste prišli. Ampak ne, glede na to, da sva zdaj ostala sama, pa deva potem končati. To, kar sem vas hotel vprašati, konkreten izziv. Povejte, kaj ste v vaši stranki preprečili, kaj ste v vaši stranki spremenili na bolje, ker je res težko verjeti, da je vaša ključna obljuba v tej kampanji zmernost, sodelovanje, povezovanje resnična. Ampak povejte mi en primer, kjer v svojih preteklih političnih funkcijah, ki sem upravljal, nisem ravnal tako, kot pravim. En primer mi povejte. Poglejte, gospod Logar, vi ves čas volivcem sporočate, verjemite mi, dajte mi priložnost, ampak jim hkrati ne ponudite nobenega dokaza za to, da bi lahko verjeli obljubi, da ste neodvisni in avtonomni. Volivci ne morejo vedeti, ali ste vi res v zadnjih 2 letih vlade Janeza Janše pri stvareh, ki vam niso bile všeč, s katerimi se niste strinjali, opozarjali. Zaradi tega, ker seveda mi razumemo, da
notranje, interne zadeve stranke ne komunicirate javno, ampak vendarle, ko gre za neke ekscesne stvari, se tudi niste oglasili in tudi danes v finišu vaše najpomembnejše politične tekme do zdaj ostajate pri tem. Ne drži. Ko sem prevzel vodenje Komisije za preprečevanje bančne kriminalitete, sem šele takrat začel preiskovati bančno kriminaliteto. Kaj hočem povedati? Ko sem postal zunanji minister, sem šele takrat začel izvajati funkcijo zunanjega ministra. Ko bom predsednik republike, bom šele takrat lahko predsednik vseh. Torej, moje delo naj se presoja na podlagi funkcij, ki sem jih opravljal. Vprašajte kogarkoli iz preiskovalne komisije, ali sem kdaj oblastno ravnal, ali pa smo v vseh stvareh dosegli absolutno soglasje. In če mi je slučajno kdo znotraj stranke zahteval, da zaslišim to ali ono pričo, pa sam tega nisem želel, te priče nisem uvrstil na dnevni red. Zunanje ministrstvo enako. Tiste stvari, ki sem sam ocenil, da so ključne za slovensko zunanjo politiko, sem jih izvedel in tudi za vse ključna vprašanja dobil soglasje v državnem zboru, v tistem razgretem ozračju, ko so drugače stranke negirale čisto vsak ukrep, ki ga je vlada sprejela. In vprašajte bivše ministre, vam bodo povedali, da če se s čem nisem strinjal, sem jim to tudi povedal. Je pa res, da nisem Twitter politik, ki bi potem to obešal na veliki zvon, ker mislim, da je ključno, da sistem funkcionira. Kaj ti komu pomaga, če recimo zaradi notranjih soglasij razpade vlada, pa v kritičnem trenutku, ko je treba zagotavljati medicinski material, naj sprejemati najnujnejše ukrepe, potem tega ni. Mislim, da to pa vsak lahko razume. Zagotovo pa velja, da ljudje, volivci, obljubam verjamejo, če se imajo na kaj nasloniti, če se lahko naslonijo na neko dejanje ali izjavo iz preteklosti. V tem primeru potem volivci nekaterim obljubam lažje verjamejo, bova pa na tej točki to debato zaključila. Mislim, da je ravno danes preko socialnega omrežja nekdanji vodja službe za zakonodajo povedal, da ko se v eni zadevi nisem strinjal, sem med odmorom šel do njega in mu povedal svoje v obraz. Tako pač počnem, ne delam pa to pred kamero, ker mislim, da to ni pravilno. In še to, če smem, to je tudi moj sistem, ko bom ravnal kot politik, kot predsednik republike. Če se s čem ne bom strinjal, ne bom na vrat na nos to objavil preko Twitterja, ampak bom sklical vrh slovenske politike in svoje nestrinjanje med tistimi, ki vodijo vsakodnevno politiko, to tudi razložil in obelodanil. Vkolikor tam ne bo razumevanja za to, pa bom imel vso legitimiteto, da to tudi jasno in javno povem. Bomo videli, če vam je uspelo volivce s tem prepričati. Ob tem morda samo še beseda, da je očitno pri komunikaciji s štabom Nataše Pirc Musar glede časovnice tega današnjega soočenja prišlo do nekaterih nesporazumov. Seveda obžalujemo, ampak se jih hkrati seveda zahvaljujemo, da je prišla, da je sodelovala pri tem zares posebnem soočenju na N1. Hvala pa seveda tudi vam, gospod Anže Logar, za vašo udeležbo. Smo nazaj v studiu N1 Slovenija. Sicer je od današnjega soočenja predsedniških kandidatov minila že več kot 1 ura, ampak predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar, ki je imela prej neodložljive obveznosti, zaradi katerih je morala naš studio žal zapustiti, je zdaj nazaj z mano. Dobrodošli ponovno. Vaš kakav se je vmes že ohladil. Gospa Pirc Musar, pač bila je žal nek šum pri komunikaciji časovnih okvirjev današnjega soočenja, ampak lepo, da ste prišli nazaj, zato da vam lahko še zastavim tistih nekaj vprašanj, ki jih prej nisem uspel. Zakaj vi nikjer niste javno rekli, da odklanjate podporo ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki vas je večkrat podprl pred temi volitvami? Dovolite, da se vam najprej tudi osebno iskreno opravičim, ker sem zaradi teh obveznosti res morala zapustiti studio. Sama sem vedno navajena biti točna, res nisem mogla drugače. Upam, da moje opravičilo sprejmete in sem vesela, da sem lahko prišla nazaj in da opraviva oba svojo obveznost do konca. Hvala za opravičilo, zdaj pa odgovoru na vprašanje.
Gospod Zoran Janković me v prvem krogu ni podprl, niti ga nisem prosila za podporo, tudi v drugem krogu ga nisem, to podporo je pač dal. Nenazadnje velja povedati, da sama nisem občanka Ljubljane, mi niti ni treba razmišljati o tem, ali bi ga podprla kot župana, namreč stanujem v Domžalah. Sem vesela te podpore. No, gospod Janković ima nek vpliv na ljubljansko volilno telo, je pa kraj, kjer je to podporo izrekel, namreč na Urhu ob slovesnosti, neprimeren in to sem seveda tudi večkrat povedala. Ta vajna fotografija je od tam, ampak gospa Pirc Musar, vi volivcem ves čas zagotavljate in vaša kampanja na tem pomembno temelji, da se boste oglasili vsakič, ko bo šlo za demokratične standarde in človekove pravice in to ne glede na to, za koga bo šlo. Zdaj, Jankovićeva podpora vam vsekakor lahko v nedeljo koristi, ampak a se vam ne zdi, da ravno na tej točki ena od najbolj pomembnih obljub v vaši kampanji, da boste načelni in da se boste vedno postavili za človekove pravice, pade. Niste se javno distancirali od njegove podpore, njegov odnos do žensk pa je skrajno problematičen. Govorimo o aferi farmacevtka, govorimo o njegovi izjavi, da pri dedku nič ne boli, pri čemer ste tudi potencialna prva predsednica v zgodovini države, ženska torej. Ta njegov odnos do ženske in afera farmacevtka je seveda nekaj, kar mu izrazito škodi in kot ženska nikakor ne morem obravnavati. Bi si pa želela, da bi sodni sistem speljal ta postopek hitro. Tudi včeraj v oddaji sem vendarle rekla, da zakona, ki bi prepovedoval kandidirati na katerihkoli volitvah nekomu, ki je v nekih kazenskih postopkih, ni. Gre za neko moralno-etično držo. Rekla pa sem tudi, da pričakujem, da bo gospod Janković z mesta funkcije župana, če bo seveda izvoljen, odstopil, če bo spoznan za krivega v teh kazenskih postopkih. Ampak pri aferi farmacevtka ne gre več za noben sodni postopek. Vemo, da so bili prisluhi, pač so bili izločeni in tako naprej. Na načelni ravni vas sprašujem, glede na to, da pa je o tem bilo v javnosti veliko povedanega in je očitno, glede na prisluhe, ker smo jih pa videli, brali, izrabil stisko farmacevtke za spolno uslugo. Izjavil, da pri dedku ne boli. To kaže na njegov odnos do pravic žensk, vi pa nimate očitno problema s tem, da vas podpira. Kako naj... In ste tudi, tu bi spomnil tudi gledalce, da ste soustanoviteljica združenja Ona ve. Drži. Z največjim veseljem in dušo in srcem. Vedno bom zagovarjala pravice žensk, vedno sem jih. In nedopustno je to, kar je storil, če je to seveda res, zdaj se v to ne bom spuščala. Čisto iskrena, če sem, bi morda pričakovala, da se bo sam opredelil do tega, da mu morda sam pri sebi razčistil, ali ima še nek moralni obraz ponovno kandidirati za župana. Sama seveda vpliva na to nimam, lahko pa seveda obsodim to dejanje in ga tudi obsojam. Niste se javno odrekli njegovi podpori, obenem pa govorite, da boste vedno branik človekovih pravic in na tem temelji vsa vaša kampanja. Zakaj pričakujete, da se bo zdaj javno odrekla nečemu, za kar nisem prosila? Nisem prosila za to podporo, nisem je niti pričakovala. Tako bi lahko simbolno branili človekove pravice, ker pravite, da jih vedno boste. Ker bi s tem pokazali vaš odnos oziroma vaše zelo jasno stališče do nekih ravnanj, za katere sami pravite, da niso sprejemljiva. Saj sem povedala, da niso sprejemljiva. In to bom vedno zagovarjala. Večkrat lahko to poudarim in tudi danes v tej oddaji sem in tudi včeraj sem poudarjala, pa že kdaj prej tudi. Gospod Janković se je odločil kandidirati, vprašanje njegove etike in morale. Ne, jaz vas sprašujem o njegovi podpori vam, o tem se pogovarjava, ne o tem, da on kandidira za župana. Če že želite slišati? Ne, ampak zanima me, a ste se na tem mestu potem pripravljeni javno odreči njegovi podpori vam? Ali ne? Lahko se tudi odrečem tej njegovi javni podpori, ampak za nekaj, za kar ne prosim in res nisem niti pričakovala, lahko pa jasno in glasno povem, da sem bila presenečena, ko je to izrekel na Urhu, nisem tega pričakovala in prav nič prijetno mi ni pri duši, da sem to podporo dobila. Torej, če prav razumem,
da razjasniva na tem mestu zdaj ravno, kar ste se odrekli Jankovićevi podpori? Saj se ne morem odreči nečemu, za kar nisem prosila. Glejte, on jo je izrekel javno, ljudje so to slišali. Jaz lahko zdaj le 100-krat rečem, da mi ta podpora ni blizu, mi ni ljuba, to sem tudi rekla. Lahko tudi rečem, odrekam se podpori gospoda Jankovića, ampak s tem seveda prav nič ne dosežem. Nisem delala na tem, nisem za to podporo prosila, niti nisem prosila za podporo stranke Svoboda, niti ne SD-ja. Prišli sta ti dve podpori v drugem krogu, na nek način sta seveda logični in ja, zdaj moramo vsi skupaj pozivati predvsem ljudi, da gremo na volitve 13. novembra. To je tisto, kar je zame osebno v predsedniški kampanji pomembno. Še zadnje vprašanje, kakšen pa bi bil vaš odgovor v primeru, da bi šlo pri tej zadevi, o kateri sva se zdaj pogovarjala, za Janeza Janšo in ne za Zorana Jankovića? Govorili enako? Mislite, da bi me gospod Janez Janša podprl? Ne govorimo o podpori. Če bi Janez Janša počel te stvari, o katerih sem prej govoril, da jih je počel Zoran Janković. Nima popolnoma nobenega pomena, kakšne politične pripadnosti je o tem nekdo. Pomembno je, kakšen odnos do žensk ima. In če bi imel tudi gospod Janez Janša slabega, pa je že enkrat tudi z eno svojo izjavo pokazal, kako razmišlja o ženskah, dveh novinarkah, ki jo je označil za prostitutke. Skratka, tega mizoginega govora je, ja, žal ga na obeh straneh kdaj pa kdaj opazimo. Ja. Morda prepogosto. Bi rekel pa, da ste malo bolj ostri do Janše kot do Jankovića. Je pa še ena razlika. Janša je bil pravnomočno obsojen za tisti tweet o prostitutkah, Janković pa nikoli za nobeno od teh stvari. Sta pa bili dve pravnomočni obtožnici v zvezi z njegovim tudi delno vodenjem mestne občine Ljubljana. Seveda zadnjo besedo imajo kot vedno volivke in volivci in jo bodo imeli tudi v nedeljo. Za danes pa, gospa Pirc Musar, hvala za vaše sodelovanje in tudi za to, da ste prišli nazaj in da ste še odgovorili na ta preostalo vprašanje. Ne, malenkost in res hvala za razumevanje in za to, da ste sprejeli moje opravičilo. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost in ob tej priložnosti vas seveda še enkrat povabim, da ste z nami tudi v nedeljo na volilni večer, tam nekje, ko se zaprejo volišča, seveda ob 19. uri bomo z vami, prinašali vam bomo vzdušje v obeh volilnih štabih, izjave vseh glavnih akterjev, analize, komentarji in seveda kasneje se preselimo tudi v novinarsko središče na Gospodarskem razstavišču, od koder se bomo oglasili tudi s prvim intervjujem z novim predsednikom ali predsednico Republike Slovenije. Iz studija N1 pa le še hvala in nasvidenje.